ta veriga, kot mi rečemo, epidemiološka veriga, je značilna za vse nalezljive bolezni, torej ne samo za COVID, ampak mi bomo pač tukaj na primeru COVID-a te stvari si pogledali. Zdaj, prvo, kar moramo imeti, mora biti pač neki vir okužbe. Dokler ni bilo bolnikov, dokler ni bilo okuženih, virusa ni bilo. Takrat, v tistem trenutku, ko so se pojavili prvi bolniki, so se pojavili tudi tako imenovani vir okužbe, od katerega se potem povzročitelj lahko širi na druge osebe. In to imenujemo pa pot prenosa. Zdaj, ko sem že omenjal vir okužbe, torej človek, okužena oseba, je lahko vir virusa še preden ima zdravstvene težave in potem ves čas, ko zdravstvene težave potekajo. Vir okužbe so lahko tudi tiste osebe, ki same ne zbolijo, vendar je pa količina virusa, ki ga sproščajo v okolje, manjša in zaradi tega je tudi manj možnosti, da bi okužili druge. Torej, po kakšni poti potem od tega človeka, ki je zbolel, ki ima virus in ga izloča v okolje, pride to do drugih oseb, ki so občutljive. Prvo, kar je potrebno izpostaviti, je ta kapljični prenos preko aerosola in pa seveda tudi kontaktno. Zdaj, zakaj govorimo o kapljičnem prenosu? Virus biva v žrelu, v grlu in ob tem, ko mi se pogovarjamo, kihamo, kašljamo, pojemo, prihajajo v okolje izjemno drobne, mikroskopsko drobne kapljice, ki nosijo s seboj ta virus. In seveda osebe, ki so skupaj z nami, sploh če so blizu nas, če stojijo blizu nas, bodo ta zrak, v katerih so te drobne kapljice, vdihavali in na ta način pride virus v njihovo telo in lahko sproži potem širjenje okužbe. Zdaj, kje so vstopna vrata, kje vstopajo ti virusi v telo? Sluznice, predvsem seveda ustna, nosna sluznica, lahko pa tudi sluznica oči. To so tista mesta, kjer najbolj pogosto virus vstopa. In kot rečeno, koliko je zdaj tega virusa vstopilo in kolikšna je njegova agresivnost, je tisto, kar določa potem, ali bo prišlo do bolezni ali ne. Če količina virusov, ki vstopijo preko sluznic v naše telo, majhna, potem je malo verjetno, da bo prišlo do obolenja. Ravno tako je malo verjetno, če je agresivnost tega povzročitelja majhna. Kot smo slišali in kot je poznano, je različica delta take vrste različica, ki se zelo uspešno širi in uspešno napada občutljive. Tako da v tem primeru je količina virusov, ki so potrebni za to, manjša in kljub temu pride do širjenja okužbe na občutljive osebe. Torej, zelo pomembno, in to je tudi mogoče že zdaj omenim, zelo pomembno, recimo, ko govorimo o prezračevanju. Če smo skupaj v prostoru z osebo, ki je pač okužena in izloča virus v okolje, potem nam bo veliko pomagalo, če bomo prostore redno prezračevali, ker na ta način zmanjšujemo količino virusa v prostoru. Mi seveda tega ne vidimo, ampak je pa dejstvo, da sveži zrak iz zunanjega okolja zmanjšuje količino virusa v tem zraku, v tem prostoru in na ta način zmanjšujemo možnost širjenja okužbe in če bo že prišlo do okužbe, bo količina virusa, ki bo prišla v osebe, ki so v tem prostoru, manjša in s tem je tudi možnost, da bo bolezen blažje potekala tudi toliko večja. In seveda naslednja stvar, ki je pomembna za to, da se bolezen sploh širi ali ne, je pa občutljivost. Če virus naleti na osebo, ki ni občutljiva za virus, torej če je cepljena, potem se seveda ne more širiti. Njegova pot se tej osebi konča. Če pa oseba
ni odporna, če ima mogoče celo zmanjšano odpornost zaradi kakšnih zdravil, ki jih jemlje, ali pa zaradi naravnih lastnosti v takem primeru, bo pa lahko tudi manjša količina tega virusa povzročila težjo bolezen. Torej, ta krog mora biti na nek način sklenjen, če ga v katerem koli delu prekinemo, potem se bolezen ne bo širila. Lahko ga prekinemo na poti od vira okužbe do novih občutljivih oseb, lahko ga prekinemo na ta način, da osebe pazijo, da ne vnašajo tega virusa v telo, recimo preko dotikanja sluznic, preko rednega umivanja rok, ne. Z prezračevanjem jasno zmanjšujemo možnost širjenja v prostoru in najbolj učinkovito in najbolj uspešno zagotavljamo in preprečujemo nadaljnje širjenje virusa s cepljenjem. Zdaj, kot omenjeno, pot prenosa imamo dve. Ena je neposredna pot prenosa preko kapljic oziroma preko aerosola. Zdaj, kaj je aerosol? V bistvu gre samo za to, da so tiste kapljice, ki se širijo kot aerosol, še veliko manjše kot tiste, ki se širijo kapljično. Se pravi, gre za izjemno drobne kapljice, ki lebdijo potem v prostoru, tukaj ponazarjam z kadilcem, se pravi, tako kot tobačni dim, približno tako ostajajo tudi te kapljice v prostoru in seveda nosijo seboj virus. Ta virus potem, še enkrat povem in poudarim, vdihavajo osebe, ki so z nami v tem istem prostoru. Čim dlje so osebe oddaljene od tistega, ki izloča te kapljice in ki vsebuje virus, tem manjša možnost bo, da bodo vdihnile večjo količino teh kapljic, ki bi lahko potem pripeljala tudi do okužbe in seveda do bolezni. Druga skupina prenosov je pa posredna. V začetku smo menili, da je ta bolj pomembna ali pa da je zelo pomembna. Izkazalo se je, da ni tako pomembna, kljub vsemu je možno, namreč okužena oseba lahko z izločki ob kašljanju, kihanju, govorjenju in tako naprej prenese virus na različne površine in predmete, kjer virus lahko še nekaj dni preživi. In posameznik, občutljivi seveda, se lahko okuži na ta način, da se teh predmetov dotika in si potem ne umije rok, ko se z rokami dotika sluznic. Na ta način prenese lahko okužbo na samega sebi. Zelo pomembno zato je, da če je le priložnost, roke umijemo in če ni druge možnosti, poskušamo poiskati mesto, kjer si roke lahko razkužimo. Razkuževanje je zelo uspešno, uničuje viruse in na ta način zavarujemo sebe.